Z nami v studiu je evropski podpredsednik Svetovne komisije za zavarovana območja, naravovarstvenik Andrej Sovinc. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, približno tretjina slovenskega ozemlja je pod takšno ali drugačno naravovarstveno zaščito. To pomeni, da mi naše okolje varujemo bolje, kot to počnejo v drugih evropskih državah? Jaz bi rekel, da ne. Res je, ena tretjina Slovenije nekako pod neke vrste zaščito, vendar žal je velik del te zaščite samo na papirju, ker se dogajajo še stvari, ki se v naravnem okolju seveda ne bi smele. Še bolj pomembno se mi pa zdi to, da je Slovenija v vrhu na evropski lestvici po pestrosti rastlinskih, živalskih vrst in njihovih življenjskih okolij, kar pomeni, da bi pravzaprav naš delež zavarovanih območij moral biti najvišji v Evropi in seveda s tem tudi najvišja razvojna priložnost, recimo kot naravoslovni turizem. Čemu pripisujete dejstvo, da obstaja varovanje narave zgolj samo na papirju? Nedvomno je ključno to, da smo seveda slabo ozaveščeni o tem. Dejstvo je pa tudi to, da ljudje v zadnjih letih razmišljamo ali pa mislimo, da smo s tehnološkim razvojem postali neodvisni od narave. V resnici pa temu seveda ni tako, ker brez ohranjene narave tudi človeštva in življenja na tem planetu ne bo. No, Slovenija je po deležu obnovljivih virov energije prav v Evropski uniji na repu. Zakaj? Po moje tudi tu več razlogov. Eden je gotovo vpletanje politike, lobijev in premagovanje strokovnih odločitev, namesto stroke odloča pač politika. Drugo pa mislim, da živimo zelo v eni veliki zablodi. Samo zelena energija, obnovljivi viri nam ne bodo prinesli rešitve na tem planetu. Mislim, da ključna beseda je odrekanje. Mi se bomo morali začeti obnašati drugače, varčevati, reciklirati, obnavljati, ne pa samo na novo investirati in hlastati po zemlji in naravnih virih. Vam v Sečoveljskih solinah ta zelena filozofija uspeva? Delno po moje, da ja. Poglejte, v Krajinski park Sečoveljske soline že nekaj let ne sme nihče na Lero priti z osebnim avtomobilom, turisti morajo pustiti avtomobile zunaj. No, zadnja leta pa celo zaposleni tam hodimo ali torej se vozimo z električnim vozilom ali s skupinskim prevozom in to je naš majhen prispevek k temu, da bi bil vendarle boljši svet. Najlepša hvala za ta pojasnila in srečno. Tudi vam hvala.